Takole nekako izgleda naše stališče, naša analiza dela Pahorjeve vlade v prvem letu na tem področju. Najprej besedo ali dve o kadrovski politiki v javni upravi, oziroma v državni upravi. To je pač ta del, s katerim sem se sam ukvarjal. Pred volitvami lansko leto je bila strani gospoda Pahorja dala izrecna obljuba, izrecno zagotovilo, da v državni upravi in tudi v širšem javnem sektorju nihče ne bo zamenjan brez krivdnega razloga. To je bilo izrecno izrečeno. In kasneje je bilo izrečeno tudi, da vlada na tem, besedno citiram, stoji ali pade. V koalicijski pogodbi je koalicija tudi zapisala, da bodo spremenili zakon o javnih uslužbencih in črtali možnost razrešitve iz nekrivdnih razlogov. To je bilo pred volitvami, oziroma po volitvah pri sklepanju koalicijske pogodbe. Kakšna je realnost? Samo v državni upravi, če ne gledamo širšega javnega sektorja, samo v državni upravi beležimo najmanj 25 menjav brez krivdnih razlogov. Torej, tukaj je bila obljuba v celoti prelomljena. In če drži to, kar je rekel gospod Pahor, da vlada stoji ali pade na te obljubi, potem je že zelo veliko krat padla. Seveda, mi ne očitamo vladi vodenja kadrovske politike. Kajti vemo, da vsaka vlada mora, da je odgovorna za to, da na ključna mesta v upravi, v javnem sektorju postavi ljudi, ki jim zaupa in za katere ocenjuje, da bodo lahko izvajali njen program. Tisto, kar očitamo, so prelomljene obljube. Tisto, kar očitamo, je predvolilno in tudi še povolilno sprenevedanje. In še posebej, če pogledamo nazaj, očitamo to, da smo 4 leta konstantno poslušali očitke o kadrovskem cunamiju in o političnem kadrovanju, ob tem, ko je vlada izvajala popolnoma normalno kadrovsko politiko. Kadrovska politika in kadrovanje sedaj ni popolnoma nič drugače, kot je bilo v prejšnjih mandatih in vse skupaj je bilo dejansko na veliko sprenevedanje. Potem, če pogledam na kratko področje, ki smo mu posvetili v prejšnjem mandatu veliko pozornost, to je odpravljanje birokratskih ovir. Naj vas spomnim, ta projekt je na idejni ravni nastal že v času druge Drnovškove vlade, torej v mandatu 2004. Takrat je dr. Drnovšek zagnal tako imenovani antibirokratski program, ki pa smo ga v prejšnjem mandatu zelo operacionalizirali. Torej, vzpostavili smo sistem odpravljanja birokratskih ovir, tako da smo zahtevali od vsakega ministra, da pri vsakem novem predpisu zagotovi, da ne prinaša nove birokracije, tako da je vsak nov predpis pregledan z tega zornega kota in da smo sproti čistili vso birokratsko navlako, ki bi nastala z novimi predpisi. Po drugi strani smo pa sistematično zbirali predloge in na tej podlagi vsako leto sprejeli akcijski načrt za odpravo administrativnih ovir in v tem okviru odpravili zelo veliko birokratskih ovir in poenostavili zelo veliko postopkov. Če bo samo spomnim, se spominja nekatere stvari, je še zelo živ in ga še danes čutimo vsak v svojem vsakdanjem življenju, od ukinitve avtomobilskih nalepk, odprave dohodninske napovedi, odprave krajevne pristojnosti, se pravi, da lahko potni list naročiš kjerkoli, ne samo kraj svojega prebivališča, delovnih sobot, do projekta VEM, ki omogoča ureditev vseh opravkov za zagon gospodarske družbe v eni uri na enem mestu, brez izpolnjevanja obrazcev za ston. Da ne naštejem, ukinitev kolekov, plačevanje takse z gotovino in plastičnim denarjem in tako naprej. Torej, zelo veliko, na desetine je bilo konkretnih poenostavitev, ki so imele seveda tudi konkretne posledice za državljane in za podjetja. V tem mandatu, torej v mandatu te vlade, je rezultat na tem področju nič. Torej, jaz ne poznam nobene poenostavitve, ki bi jo realizirala ta vlada, čeprav je možnosti še zelo veliko. Samo eno idejo navržem. Nekaj, kar bi mi naredili gotovo, če bi imeli danes to možnost. Denimo izpolnjevanje obrazcev v upravnih postopkih.
bi preprosto ukinili. Nobene potrebe ni, da stranke izpolnjujejo kakršnekoli obrazce vlog, ko pridejo po določene upravne storitve. Tako kot vi, ko prijete po osebno izkaznico ali pa potni list, ne izpolnjujete nobenih obrazcev, daste svoje podatke, referent to vpiše v informacijski sistem, sprinta vlogo in vi jo podpišete in stvar je upravljena. Imate pa še vedno področja, kjer upravni organi zahtevajo vloge na obrazcih in ne samo to, celo pošljajo te z šalterja v državno založbo, recimo oziroma mladinsko knjigo, da greš tja kupiti obrazec. Ne? To je norost v 21. stoletju. Torej, naš predlog bi bil ukinitev vsakršnih obrazcev in izpolnjevanja vlog. To naj delajo na okencih referenti za stranke. Kot ideja, recimo. Področje e-uprave. Tu smo leta 2004 podedovali solidno stanje. Slovenija je bila na 15. mestu po evropskih meritvah na področju e-uprave. No, 4 letih smo spravili na drugo mesto po meritvah Capgemini, torej po meritvah Evropske komisije, in za projekt EVM je Slovenija prejela celo nagrado Združenih narodov za najboljši projekt za izboljšanje storitev za stranke. Naj vas spomnim na nekaj spletnih storitev, ki so bile omogočene, recimo elektronsko podaljšanje prometnega dovoljenja, elektronsko obveščanje o poteku dokumentov, elektronska prijava stalnega prebivališča, potem ustanovitev SP-ja ali enostavnega DOO-ja preko spleta in še bi lahko naštevali. V tem mandatu ne beležimo nobene nove, pomembnejše storitve na področju e-uprave. In moram reči, da malo strahno pričakujem rezultate naslednjih meritev. Bojim se, da Slovenija ne bo več tako uspešna v evropskem merilu. Možnosti je pa še kar precej. Ne spet navržem idejo ali dve. Morali bi zagotoviti možnost, da vsak pokojninski zavarovanec vsak trenutek lahko s klikom preveri, koliko prispevkov je bilo vplačanih v njegovem imenu oziroma za njega in na kateri datum se lahko upokoji, pod predpostavko, da bo konstantno v delovnem razmerju in kakšna bo višina njegove pokojnine po veljavnih predpisih. To ni velik problem, tehnološko sploh ne, samo lotiti se tega treba. Tudi možnost recimo naročanja osebnih dokumentov po elektronski poti bi bila v določenem obsegu možna, recimo tako, da bi ob tem, ko naročim en osebni dokument, recimo,